Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Sliko smo v Domžalah, v športnem parku Domžale, kjer je še do nedavnega deževalo, pa bomo pospremili prvo nedeljsko tekmo 33. kroga prve lige Telemach. Domžalčani gostijo Aluminij, tekma, ki je za goste zelo pomembna. 6 točk je Aluminij za češnjicami. Žoga v kazenski prostor proti Jakupoviču, ki je v super formi. Zdaj je spet žoga zanj. Jakupovič lahko tudi strelja, tole je bilo nevarno. Na koncu pa tudi dvignjena zastavica. Ankama, priložnost zdaj morda za strel. Tam poskus Kadriča v blok, pa Bovha do strela še enkrat blokirajo Domžalčani, pa Ankama je poskusil in potem, ko je žoga spremenila smer, na pravem mestu Mulalič. Izkoristil je tale kontakt Ankama, da se je znašel na tleh. Nova Kadrič pa zdaj znova s krasno žogo v sredino in gol! Aluminij prihaja do vodstva, Špehar je izkoristil tale izvrsten skok Kadriča, tole je bila zares fantastična poteza, krasna akcija Aluminija in iztek 14. minute, ko so gostje povedli. Kot kaže, dobra odločitev Pevnika ob vseh teh številnih menjavah, tudi dobro delo na treningu, zdaj pa krasna akcija. Je Zelenica vseeno v dobrem stanju, ne glede na naliv pred tekmo. Zdaj je priložnost za Turčina. Turčin do strela in na pravem mestu Mulalič. Žoga nevarno pred vrata, tam je zdaj en Volokor padel, ali bo to najstrožja kazen, kajti ob tem se je na tleh znašel tudi Jakupovič, bo izvedel najstrožjo kazen. Opozorilo za vratarja, da mora dovolj dolgo ostati na črti. Nespretna poteza in Domžalčani imajo torej priložnost za izenačenje. Jakupovič mirno poslal je Volokorja v eno smer, žogo v drugo in v 24. minuti gol za Domžalčane. Rumena družina je izenačila slabih 10 minut potem, ko je Aluminij zadev za minimalno vodstvo in spet se vse začenja znova. Dobrovoljc, žoga v napad, nekaj sreče za Georgijeviča, ki je spravil žogo do Ileniča. Ilenič preigrava, Ilenič do strela, gol! Kakšna napaka zdaj vratarja Aluminija. 30. minuta in Domžalčani prihajajo do popolnega preobrata. Ilenič je prišel do drugega gola v tej sezoni, do svojega drugega v prvi slovenski nogometni ligi, ampak ta gol gre na dušo vratarju Aluminija. Najprej je zakrivil 11 metrov, ko je Volokor, ki je potem ni uspel zaustaviti, tega mu jasno ne moremo očitati, tule pa bi moral bolje odreagirati. Vidimo, da je krenil v svoje desno, morda pričakoval podajo. Pa že kar nekaj tekem v tej sezoni, ko so si pri Aluminiju vse skupaj zakuhali sami z individualnimi napakami. Zdaj še enkrat Ilenič, ki je tokrat znova namučil vratarja, ampak uspel je odbiti žogo Volokoru v tem primeru. Ankama in Ploj. Bovha, do žoge Ibričič, Ankama se ne da, še enkrat Bovha, ki lahko tudi strelja. Bovha do strela, ampak samo v dlani Mulaliča. Aluminij bo zdaj moral iti na vse ali nič. Ja, tudi takšni štarti pa so lahko potem posledica vsega skupaj in Špehar v 76. minuti končuje s tekmo. Na tleh se je znašel Emir Sajtovski, poglejmo tale štart. Markuš. Ibričič. Ja, tole je zdaj morda priložnost, gol! Ilenič do drugega gola na tekmi. Ja, tokrat je bil brez moči Volokor, fantastično je zaključil Ilenič, ki se je dobro znašel v kazenskem prostoru in tekma je odločena.
3-1 za Domžalčane, ki bodo upisali novo zmago. 11. bo to za domžalsko ekipo, ofsajda tu seveda ni bilo, vse je bilo čisto. Ibričić bo upisal asistenco. Kakšni večji spremembi taktike, Đuranović. Zdaj morda priložnost za še en strel, to je bilo nevarno. Za las mimo desne vratnice je zletela žoga. Krasen zaključek za Ileniča, ki je zagotovo navdušil tudi vse tiste, ki ga imajo oziroma imate v fantasyju. Mite Ilenič, čestitke za 2 zadetka. Neka splošna ocena najprej tekme? Ja, pač mi gremo na vsako tekmo na 3 pike. Mislim, da se je to tudi danes pokazalo. Igramo kot ekipa. Ja, zadel sem 2 gola. To je samo motivacija za prihodnje delo. Aluminij se je sicer znašel v vodstvu. Kako je to morda spremenilo vaš načrt ali ste ostali zvesti temu, kar je zapovedal Dejan Đuranović? Ne, mi smo ostali zvesti, sicer nas je malo presekal, ampak bili smo odločni, vedeli smo, da smo boljši nasprotnik in tako so tudi 3 pike ostale doma. Hvala in srečno. Hvala. Klemen Bovha, nov hud poraz za vas, sploh glede na razpored do konca sezone, ampak tekma se je začela po vaših željah, povedali ste, kaj pa se je potem zgodilo? Ja, res smo se dali na zelo težko situacijo, zgleda nam ta lažji način ni všeč, zgleda bomo trepetali do konca oziroma lovili ta obstanek do konca. Ja, dobro smo krenuli tekmo, ampak do konca je bilo še večji za tekme. Ne vem, ne izide se nam, zdaj že ne vem, a je to pritiska, to kaj druga. Ta rezultat nas ne gre, ne moram reči, da na treningu ne gremo v rejo, da ga do roba ni v rejo, vse je super, ampak rezultat nas res ne gre. Tudi ta športna sreča se nam ne vrne, ko smo mogoče ko šla nam v neprid, pa da bi šla zdaj v prid. Ampak do konca je še vedno 3 točke, ni konc, dokler ni konc. S Taborom imate tisto zadnjo tekmo, kaj ste zdaj dejali v slčilnici Maribor Olimpija oziroma Olimpija Maribor, predtem kakšen je načrt? Ja, pred Taborom rabimo zmago, to je matematika, s tem, da Tabor ne sme zgubiti, ampak vseeno ne smemo samo njih gledati, moramo te naše 3 pike zdaj iskati proti Olimpiji, proti Mariboru, tako sem rekel, pa čiščemo zgledati težji izhod iz tega. Ampak, ko pravim, ni konc, dokler ni konc, tako da gremo še 3 tekme na nož, pa bomo povedali, kaj bo. Hvala in srečno. Dejan Đuranović, tekma se ni začela po vaših željah, ampak fantje niso zbezljali, kot radi rečemo, hitro ste se tudi vrnili. Morda najprej neka ocena tistega prvega polčasa, ko ste prišli do preobrata? Dobro, mi smo pričakovali, glede na tudi postavo Aluminija, da bodo poskušali s preskokom, da bodo poskušali na te podaljšane druge žoge prihajati do nekih priložnosti, tako so tudi prišli do prvega gola, ker smo mogoče malo slabo zaprli to drugo žogo. Ampak reakcija je bila dobra, nadaljevali smo nekako v svojemu ritmu, takemu, ki smo hoteli. Predvsem je bila vidna ta želja in tekmovalnost cele ekipe. Potem, ko smo obrnili tekmo, seveda nekako lažje igrati, ampak nekako drugi polčas smo tudi držali nekako niti pod kontrolo. Hoteli smo doseči 3. gol, to nam je potem tudi ratal, tudi izključitev igralca šla na roko, tako da smo nekako potem lahko dejansko dali tudi še vsem mladim nekaj minut in odigrali tekmo do konca, se ustvarili še priložnosti, ampak na koncu zasluženo zmagali. Ja, predvsem v drugem polčasu ta mirnost, to se zdi, da je manjkalo Domžalam v tistih prejšnjih tekmah v spomladanskem delu, ko bi vam to prišlo še kako prav, pa bi se lahko borili tudi za višja mesta. Zdaj 5. mesto, Bravo sicer še na delu v tem krogu, ampak 5. mesto pa je zdaj povsem realno. Mislim, tekmujemo zato, da bi bili čim više, da bi bili v tem trenutku na 5. mestu. Res je, da v nekaterih tekmah mogoče je manjkalo, ampak vedno rezultat narekuje dogajanje na igrišču in takrat, ko gre nekako v tvojo smer, ko imaš nekako pod kontrolo, je mogoče tudi pri igralcih takrat ta mirnost bolj prisotna. V drugih situacijah, ko se tekma nekako lomi ali pa ko zaostajaš, je seveda reakcija drugačna pri igralcih in temu so potem različne tekme. Ampak čas za analizo pravim bo še.
hočemo odigrati še te 3 tekme, imamo dobre tekme pred sabo, imamo tekmo v Murski Soboti, imamo tekmo proti Celju, kjer želimo prikazati enako dobre predstave in iztržiti čim več. Morda samo še kratka ocena Ileniča, dokazuje svoj talent iz kroga v krog, danes 2 zadetka, to je za bočnega branilca izredno. Dobro, ja, mislim, da v njemu bilo že kar dosti povedan. Mi smo lahko zadovoljni, srečni, da ga imamo. V zimskem obdobju je prikazal, da lahko pripomore ekipi, da je lahko konkurenčen in skozi cel spomladanski del je to kazal. Res, da se tudi njemu zgodila, da je padel pač po tistih nekih 6-7 tekmah, kar je bilo normalno, v neko krizo, ampak pozitivno je to, da je maksimalen na vsakem treningu, da je na razpolago nam strokovnemu vodstvu in da lahko pri teh letih v tem ritmu zdrži in ne da samo zdrži, ampak da tudi kar dobro izpolnjuje vse te naloge in nagrada prihaja in danes je spet bil nagrajen za ta svoj pogum, predrznost, da si upa iti naprej, da gre med igralce, da prihaja v zaključek, to kar ima tudi navodilo oziroma naša želja je, da prihaja v Bošnji tudi v zaključek in to je danes on pokazal, kako naj bi bilo in kako si mi želimo, da bočni igralec igra in čestitke njemu in celi ekipi. Dejan Đuranović, hvala in srečno. Robert Pevnik, tekma se je začela po vaših željah, potem pa preobrat še v prvem polčasu in nato ste znova šli v tisto, oziroma padli v tisto črno luknjo, kar se vam dogaja v zadnjih tednih. Kaj je zmanjkalo, da bi se lahko na začetku drugega dela, ko je šlo še 11-11, vrnili? Pa jaz danes nimam fantom kaj zameriti, mislim, da smo šli odlično v tekmo, da smo zabili gol, ustvarili si še 3-4 priložnost, presenetili Domžale, Domžale niso imeli odgovore na to. Kaj je zmanjkalo? Zmanjkalo je nepazljivost v teh ključnih momentih, se pravi zopet prekinitve korner, ampak v tem penalu bi se še lahko govorili. Mislim, da se je igralec Domžal vrgel v bazen, po domač povedano, čez golmana ni bilo kontakta in normalno že, ko ekipa toliko psihično, ko povede, pa zopet ta gol je vplival na dekoncentracijo, ampak zopet smo igrali, imeli priložnost, dobro šli v drug polčas, potem pa še rdeč karton, štart po tleh. Ne vem, bil, ni bil in potem normalno, da z igralcem nismo mogli več obrniti rezultata. Nimam zamere do igralcev, imam pristop super, edino kar manjka rezultat in ta odločnost. S tem pristopom ste prepričani najverjetneje, da lahko v naslednjih 2 krogih pridete do zmage, ki bi vas približala Taboru, če jasno, Tabor sam ne pride do zmage? Poglejte, matematika še vedno igra, zadnji smo predali, pa kljub temu moramo vztrajati, moramo biti profesionalci, odločali bomo verjetno z Olimpijo tudi se bori za Evropo, se pravi moramo vse narediti, da bo prvenstvo trdo in potem še gremo v Maribor, kjer verjetno so tudi odločali za prvaka peklenske tekme, ampak Aluminij je že letošnji sezoni in Maribor in Olimpijo presenetil, tako da ne dajem jaz bele zastave. Robert Pevnik, hvala in srečno. Hvala.